Interpelacija je postopek, kjer poslanci ministru zastavljajo vprašanja, on pa mora odgovarjati nanje in pojasniti svoja dejanja. Poslanci potem razpravljajo, ali je njegovo delo ustrezno ali ne. Po končani razpravi pa lahko poslanci glasujejo o nezaupnici, kar pomeni, da glasujejo, ali jih je minister s svojimi odgovori prepričal in mu lahko še naprej zaupajo, da bo dobro opravljal delo ministra ali ne. S tem poslanci oziroma državni zbor nadzorujejo delo posameznih ministrov ali vlade. V tem primeru ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka, ki so ga včeraj interpelirali. Toda zakaj? Pred 2 mesecema je izginilo 394 podpisov državljanov, to je 36 strani. S podpisi so državljani želeli, da imamo referendum o slabi banki. Slaba banka bi bila banka, ki bi prevzela dolgove drugih bank. Torej, želeli so, da bi ljudje na referendumu odločali, ali želijo slabo banko ali ne. Listi s podpisi so bili shranjeni na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer dela minister Gorenak. Ko pa so jih želeli vložiti v državni zbor, jih niso več našli. Kam so izginili podpisi, ne ve nihče. Nekateri poslanci in stranka Pozitivna Slovenija pravijo, da je odgovoren notranji minister Vinko Gorenak, ker ni zagotovil, da bi bili podpisi na varnem. Zato so zanj zahtevali interpelacijo. Po 14 urah vprašanj in odgovorov v interpelaciji ministra Gorenaka so poslanci potrdili, da lahko še naprej opravlja svoje delo in da ima zaupanje večine poslancev.